Če želijo kmetje hrano pridelati v velikih količinah in poceni, zemlji dodajo gnojila, rastline pa zaščitijo s pesticidi. To so insekticidi, kemikalije za uničevanje mrčesa, fungicidi, ki uničujejo glive in plesni, ter herbicidi proti plevelom. Nekatere od teh snovi po določenem času razpadajo, druge pa v majhnih količinah ostanejo na ali v sadju in zelenjavi. Nace in njegova mama lahko doma pridelata le malo zelenjave, drugo morata kupiti. Ne vem pač, kaj jem, ker v trgovini vse prodajajo za bio, eko in ne vem v bistvu sploh, kaj kupujem. Natančne informacije o tem, koliko ostankov pesticidov je v hrani na slovenskem tržišču, imajo na Upravi za varno hrano. Če gledamo rezultate za leto 2013, v 58,5% ostankov pesticidov pravzaprav nismo našli. Kaj torej narediti, če se želimo čim bolj izogniti pesticidom v hrani? Vedno storimo tisto, kar pač mame delajo, da natančno in zelo dobro operejo sadje, zelenjavo. Priporoča se pa tudi raznovrstna prehrana, ker na ta način pravzaprav uravnavamo vnos. Največ ostankov škropiv so našli pri jagodah, breskvah in jabolkih, najmanj pa pri v Sloveniji pridelani hrani, saj je kar 9 od 10 vzorcev zelenjave bilo popolnoma brez ostankov pesticidov. Pa dober tek, sadje in zelenjava še vedno veljata za okusen in zdrav del naše prehrane.